V Novem mestu dvoboj Krke in Gorice. Obe ekipi sta v prejšnjem krogu izgubili, Krka proti Olimpiji Ljubljani, Gorica pa doma proti Domžalam. Prva akcija tekme je pripadla gostom, Gorica je tekmo pričela bolje. Že v tretji minuti je poskušal Džuzdanović, na pravem mestu je bil vratar Obradović. Še ena akcija Goričanov v 15. minuti je poskušal Modolo, brani Obradović, ki je žogo z nekaj težavami zadržal v svojem naročju. Do konca prvega dela še ena priložnost za Primorce. Lepa akcija Gorice, poskušal je Vetrih, Obradović pa je žogo uspel izbiti v kot. V drugem delu pa vendarle premoč Gorice kronana z zadetkom. Na pravem mestu je bil Sandjer Čornin, premagal vratarja Obradovića za 0:1. Lepa podaja Džuzdanovića v prostor za Sandjar Čorna, ki je premagal Obradovića in Gorico popeljal prednost. Ampak prednost Goričanov ni trajala prav dolgo, to je že akcija Krkašev, žoga pred vrata. Prišla je do Jake Igbejša, ki je poskrbel za izenačenje na 1:1. Veselje v novomeškem taboru, Jaka Igbejše pa je poskrbel za zadetek Krke. Gol je dal domači nekaj moči, imeli so še eno priložnost. Poskušal je Fuček, ki je prišel do strela, ampak na pravem mestu Vasja Simčič. Nova kombinacija na drugi strani, Goričani nevarni po prekinitvi. Takole je bil sam pred vrati Johnsona, na pravem mestu je bil Matko Obradović. In potem še protinapad Krke, brez nevarnosti, potem pa velika napaka Vasje Simčiča, ki je žogo podaril nogometašu Krke, in Martin Kramarič je zatresel mrežo za 2:1. Velika napaka vratarja Gorice, ki je v drugem delu prvenstva lani branil za Koprčane, takole pa je padel gol v mrežo gostov za 2:1. V sodniškem podaljšku še zadetek Gorice, zabil je Jogan, v nedovoljenem položaju pa je bil Majcen in gol je bil tokrat razveljavljen. Končni izid tekme v Novem mestu, Krka, Gorica 2:1. Prepričan sem, da je tekmo odločila predvsem velika želja in pa nepopustljivost moštva, ki se je pokazalo praktično cel prvi polčas, potem tudi na začetku drugega polčasa, še posebej po prejetem zadetku, kjer smo uspeli v psihološkem smislu biti dovolj trdni, dovolj močni, da smo iskali tisti izenačujoči gol in ne nazadnje kasneje tudi dosegli zmagoviti gol. Čeprav po napaki vratarja, vendar kljub vsemu napake so sestavni del športa in danes je ta napaka odločila tekmo v naš prid. Ja, po takem porazu zdaj je težko kaj povedati, glave so še vroče, ampak mogoče smo imeli nekaj več od igre, od priložnosti, od domačina, ampak se pravi, v nogometu to ne šteje, šteje konkretnost. Na današnji tekmi je bil domačin konkretnejši, tako da ob tej priložnosti jim čestitam za zmago.